Ali kdaj navijate za naše športnike? Verjetno poznate njihovo ciljno usmerjenost na tekmo s ciljem, da pridejo v polfinale, v finale, na zmago. Cilj je pomemben za vsakogar, ki si želi napredovati. To velja tako za posameznika, kot za celoten zavod. Pri tem je pomembno pravilno postavljanje ciljev, saj je od tega odvisno, v kakšni meri bomo do želenega tudi prišli. Vodenje samoevalvacije temelji na razumevanju, da zavod bolje dosega rezultate, če vsak razume skupne cilje organizacije in posameznika v njej. Ključnega pomena je, da pri izbiranju razvojnih ciljev zavoda sodelujejo vsi strokovni delavci. Na ta način bodo tudi bolj zavzeti za njihovo uresničevanje. Razvojne cilje zavoda izberite skladno s področji in standardi, ki so zapisani v zbirki Kakovost v vrtcih in šolah. Priporočeno je, da si zavod izbere en cilj z področja dosežkov učencev in dosežkov otrok v razvoju in učenju, en cilj z področja varnega in spodbudnega učnega okolja in en cilj z področja profesionalnega delovanja in učenja učiteljev. Preden se lotimo oblikovanja posameznega cilja, skupaj s strokovnimi delavci pregledamo standarde in kazalnike po posameznih področjih. In se skupaj odločimo, kateri standard in znotraj standarda kateri kazalnik bi bil po naši oceni za naš zavod v danem trenutku ključnega pomena. Na področju izbranega kazalnika naredimo analizo stanja, ki nam bo vodilo pri oblikovanju našega cilja. Cilj z področja varnega in spodbudnega učnega okolja v osnovnih šolah lahko povežemo tudi z vzgojnim načrtom. Cilj z področja dosežkov učencev in dosežkov otrok v razvoju in učenju pa lahko povežemo z dosežki učencev in dijakov na zunanjih preverjanjih znanja. Ob izbiranju ciljev velja razmisliti tudi o tem, v katere projekte, posebne naloge je vzgojno-izobraževalni zavod že vključen ali se namerava vključiti. Če želimo, da bo cilj motiviral in spodbujal sodelavce ter povečal naše možnosti za uspeh, mora biti ravno prav zahteven in izzivalen. V pomoč pri oblikovanju cilja nam je lahko metoda SMART. Ta nas vodi skozi razmisleke o tem, ali je cilj konkreten, zapisan z natančnim in nedvoumnim besediščem, ali je dosegljiv, realen in smiselen. Cilj mora biti merljiv, da bomo lahko ugotavljali, ali smo ga in v kolikšni meri smo ga dosegli. Časovno določimo rok, do katerega želimo doseči cilj. Na podlagi dobro oblikovanega cilja zapišemo akcijski načrt, najprej na ravni zavoda, nato na ravni aktiva oziroma skupin in na koncu na ravni posameznika. Po vsakem krogu kakovosti bomo preverili, v kolikšni meri smo dosegli cilje in skladno s tem začrtali ukrepe. Želimo vam uspešno postavljanje in doseganje ciljev.